Sam vase zazrt, res sem se prevzel, odločil sem se sam in odšel daleč, daleč stran. Kot sanjal bi prestajal more, v obupu in praznini izgubljen sam brez tebe, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, Bog, da bomo svoje. Sem trudil se, da delal dobro bi, a vedno padel sem, ker sem spoznal, sam nisem dober. Vem, grešnik sem, po svoje rad živim, ne morem delati, kar je prav, kdo me reši, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, da bomo svoje. Izbriše tvoj greh, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, predaj se, Gospodu, predaj se, Gospodu, predaj se. Predaj se.
ali je res Bog ustvaril vse. Da je Bog ustvaril vse, to dejstvo popolnoma prežema Sveto pismo. Svetopisemski avtorji to znova in znova ponavljajo ter poudarjajo pomembnost te resnice. Glavni opis je v 1. in 2. poglavju 1. Mojzesove knjige. Čeprav se glede razlage določenih podrobnosti mnenja razlikujejo, besedilo ni enostavno do podrobnosti razumeti, so nekateri vidiki popolnoma jasni. Božja moč v stvarstvu. Bog je prikazal svojo nepredstavljivo moč s tem, ko je iz besede vse priklical v bivanje. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Bog je rekel in nastala je svetloba. Vse do Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi. Govorenje je izraženje misli ali v tem primeru volje. Vse je nastalo po njegovi volji. Tako govori Gospod, ki te je odkupil in te oblikoval od materinega telesa. Jaz sem Gospod, ki sem vse naredil, ki sem sam razpel nebo, razpostrl zemljo. Kdo je bil z menoj? To vključuje materialno in duhovno resničnost. Teološki izraz za takšno ustvarjanje, da je Bog vse ustvaril, je v bistvu, da je ustvaril iz ničesar. Bog ni uporabil že obstoječe snovi, kot to delamo mi, ampak je snov priklical v obstoj in jo oblikoval. Bog je večen in je vse nastalo po njegovi volji. Pomeni, da je on najvišja resničnost. Bog je vse ustvaril na najboljše možno. Ustvaril je na najboljši možen način, kot je lahko. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro 6. dan. Božji namen v stvarstvu. Tudi o namenu, s katerim je Bog ustvarjal, je jasen. Vse naredil za svojo slavo. Vreden si naš Gospod in Bog, da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse reči po tvoji volji so bivale in bile ustvarjene. Zato je v prvi vrsti stvarstvo teocentrično, naravnano na Boga. Prav tako pa lahko rečemo, da je vse ustvaril tudi za ljudi, da bi živeli in da bi nam bilo dobro. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvržita, gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji. Naše okolje nam zagotavlja zrak za dihanje, vodo za pitje, hrano, da lahko jemo. Zemlja je ravno v pravšnji razdalji do sonca, da ima ustrezno temperaturo za življenje. Da je Bog ustvaril svet za ljudi, potrjuje dejstvo, da sta Adam in Eva krona stvarstva. Človek je zadnje dejanje stvarjenja in potem takem je stvarstvo tudi antropocentrično, naravnano na človeka. Vse to kaže, da ima obstoj vsega svoj namen in pomen. Nič ni naključje
ampak je Bog vse z razlogom ustvaril tako, kot je. Kaj se lahko iz nauka o stvarstvu naučimo o Bogu? Stvarnik je neverjetno močan, saj je z besedo vse ustvaril, in dober Bog, ki ljubi ljudi in je v svoji dobroti zanje poskrbel z vsem, kar je ustvaril. Je tudi osebni Bog, s katerim lahko imamo odnos in si želi človeške bližine. Ne smemo pa si misliti, da nas je Bog ustvaril zato, ker je bil osamljen. Bog je ustvarjal, da bi delil svojo ljubečo dobrotljivost, ki jo doživljamo skozi odnos. V tem, kar je naredil, lahko vidimo tudi Božjo suverenost. Ponavadi smo suvereni glede tega, kar smo ustvarili. Na primer, avtorske pravice in registracija patentov. In ker je Bog ustvaril vse, je suveren glede vsega in ima pravico, da nam vsem tudi vlada. Vidimo lahko tudi transcendentnost, ki se nanaša na to, da je Bog izven stvarstva in nad njim. Ampak ni samo zunaj, je tudi tukaj in na trenutke zelo vključen v dogajanje. To se imenuje imanenca. Omenjanje resničnosti pa moramo razumeti v pravem ravnovesju. Če poudarjamo samo transcendentnost, zanemarjamo pa imanenco, smo pri teizmu, ideji, ki pravi, da Bog stvarnik ni več vključen v stvarstvo. Če pa poudarjamo imanenco in izključimo transcendentnost, pridemo do panteizma, ki uči, da je Bog tako vpleten v stvarstvo, da sta stvarnik in stvarstvo eno in sta ista stvar. Stvarstvo je Bog in Bog je stvarstvo. To pa vemo, ne drži. Kaj se lahko iz nauka o stvarjenju naučimo o stvarstvu? Vse, kar je Bog ustvaril, ima določen namen in pomen, še posebej obstoj Boga. Nismo sami sebi zadostni, ampak smo korenito odvisni od Boga, celo za vsak dih. To pomeni, da mu moramo zaupati glede vsega, kar potrebujemo na vseh področjih našega življenja. Ljudje imajo tudi dano odgovornost, da smo krona stvarstva. Ustvarjeni smo, da nosimo Božjo podobo in skrbimo za stvarstvo. Ob koncu še moramo omeniti to, kar nas večkrat bega, če je Bog vse ustvaril na najboljši možen način. Zakaj toliko zla in trpljenja? Zlo je res vdrlo v popolno Božje stvarstvo, vendar ni večno. Bog je dal možnost človeku svobodne volje, da se obrne vstran od Božje dobrote, najboljšega namena Boga za človeštvo. Vendar obstaja dejstvo, da je bilo njegovo delo v osnovi dobro in ga lahko spet naredi ravno takšnega. Njegova mojstrovina bo izpopolnjena z delom odrešitve, s katerim bo odstranil vse posledice zla in greha ter naredil stvarstvo takšno, kot je bilo na začetku. Še dejstvo,
da veliko znanstvenikov verjame v Boga stvarnika. Na drugi strani pa mnogo znanstvenikov zanika Boga stvarnika. Ironija pa je, da je njihovo delo odvisno od tega, kako stvarstvo deluje. Je razumsko in urejeno, je smiselno in deluje v skladu z naravnimi zakoni, ki so Božja stvaritev in kažejo na njegovo naravo. Če stvarstvo ne bi bilo takšno, znanstvene metode ne bi bile učinkovite. Ne vem, kaj vpliva na vaše življenje. Kakšen imate pogled na namen človeštva? Danes ni več popularno govoriti, da je Bog vse ustvaril. Učimo se in iščemo smisel, da je vse nastalo slučajno. Mogoče pa smo prav zaradi tega tako osamljeni v svetu, ker bežimo od pravega namena in smisla življenja. Dajmo Bogu priložnost. Prav zdaj lahko molimo. Bog, če si kje, če si me res ustvaril, potem ti odpiram svoje srce in se mi razodeni. Amen.